Dobrodošli, ljubezni. Tukaj smo najprej v Ljubljani. Kdaj ste začeli projekt Stare trte v Avstraliji? Adrian, hvala za povabilo in da mi daš to možnost za par besed spregovoriti o Stari trti, še posebej, ko smo danes se srečujemo tukaj v Ljubljani. Kot vidiš, je še kar nekaj naših rojakov tu, veselo vzdušje, ampak bomo se pogovarjali o Stari trti, ne? Ja. Projekt Stare trte ima začela z Elico leta 1998. Do tega je že danes 14 let. No, takrat, kako se je začelo, ko sva z Elico sedela na obrežju Drave in sva pila pivo zraven Stare trte in je padla beseda, zdaj kdo je prvi rekel, Elica pravi ona, jaz sem rekel, jaz to sem se, čigava ideja je bila, ampak nekako na koncu, dobro, je pa bila tvoja ideja, jaz sem pa delo naredil, ne. No, to je že 88. leta septembra, ko smo bila tam na Trgavti v tem času in smo takrat spregovorila prve besede preko znanca, ko je danes tudi zaposlen na Turizem Maribor, z Vasjo Samcem, da je kontaktiral takratnega župana, kako bi mi spravili trto v Avstralijo. To je bil začetek september 98. leta. No, seveda pol je takrat najprej je pa pol, kam boš pa dal trto, ker to je šlo, da bi dalo mesto Maribor, trto občini Jara Renče, s katera spada pod vinogradniško področje Jara Valley, ne. In ko sva prišla nazaj v Avstralijo, sem jaz takoj vklopil moje kontakte in sem se povezal z občino in z takratnimi svetniki ali councillors, kot mi pravimo. In smo se dogovorili po sili razmer, ker ravno v tistem času, ko sem jaz prinesel idejo Stare trte, so bili na obisku Amerikanci iz vinogradniškega področja v Kaliforniji. Teda so Avstralijci rekli, pa mi imamo Amerikance tukaj, zdaj pa nimamo časa, ker Amerikanci so tu, jutri ne bo več, mi smo tu, Stara trta pride, mladika Stare trte in ostane. In sem jih prepričal, da so imeli pol na naslednjem mitingu občinskem tudi debato o Stari trti in so sprejeli idejo. No, midva sva tako, jaz sem takoj pisal mariborskemu županu in takrat so bile volitve in je prevzel županstvo Maribora gospod Sovič. V glavnem sprejeli so in so mladiko poslali v Avstralijo. Enoletno in 6 rezank, čist malih palčk, ne. No, seveda tega jaz nisem dobil, zato ker je šlo takoj za vso dokumentacijo preko mojega imena v avstralsko karanteno. In tam je bila trta 2 leti in so redno pošiljali obvestila, kako testiranje napreduje, pošiljali so seveda tudi račune, koliko to stane in tako naprej. In v glavnem po 2 letih smo pa dobili obvestilo, da je trta prestala vso testiranje in da so rezultati zadovoljivi in da lahko pridemo po trto. No, ravno takrat, ko sva pa z Elico šla po trto, tisti dan, sva pa zvedla, da je v Avstraliji tudi televizijska ekipa radiotelevizije iz Maribora. In seveda smo jih poklicali in so takoj prileteli k nam gor in ta posnetek, ko smo mi trto dvignili iz karantene, se danes vrti na slovenski televiziji ob vsaki priložnosti, ko govorijo o Stari trti ali kaj takšnega, ne. Tako da je še gledan posnetek in sve sva bila zelo zadovoljna, da je bilo to takrat obeleženo za spomine, da se ve, kaj se je zgodilo, no. To je pa bilo pol maja 2001. No, zdaj pa seveda tisto pa ni bil ravno pravi trenutek, da bi predali trto Avstralcem, ampak smo čakali, sem jaz trto imel doma in ostale, koliko jih je bilo, kar je preživelo, in smo čakali na dan državnosti. In takrat je Narodni svet Viktorije, kateri je bil najaktivnejša skupina, bi rekel, vseh narodnih svetov, sigurno na svetu, ker to, kar smo mi takrat delali, je bilo, se nikoli ne bo več ponovilo. In na tisti večer ob proslavitvi
dneva državnosti smo mi predali to mladiko Stare Trte predstavniku občine Jara Ranges. No, takrat bom rekel, da je bilo vzdušje odlično, dvorana polna, gostov vseh koncih in krajev in seveda je bilo največja, najpomembnejša zadeva tisti večer predajati mladike. To je bil predstavnik vinarne McWilliams, pol so bili zraven tudi občinski predstavniki, seveda vsi naši šefi Narodnega sveta in tako dalje. Bila sta pa zraven tudi dva Avstralca, katere sem povabil, ker oni pa imajo najstarejšo avstralsko trto. In ni samo najstarejša avstralska, je tudi verjetno največja trta. Ta trta ima veje takšne. Leta 1936 po njihovem pričevanju je ta trta dala 2400 kg grozdja. Seveda to človek ne bi verjel, če je ne bi videl. Jaz sem bil sam tam in se gledal in se rekel, neverjetno, ne. Zdaj pa, kar se je zgodilo, jaz sem takrat s tem govoril, pa sem začel govoriti o ideji zaščite imena Stare Trte in tako dalje. Dobro, na to sem jaz pozabil in seveda ta dva sta pa dobro slišala in sta registrirala, zaščitila ime Stara Trta, ne. To je pa naše tipično, recimo mi v Sloveniji smo zelo neorganizirani, se kregamo za lipicance, ali so naši ali so avstrijski, ali se kregamo za kranjsko klobaso, je avstrijska ali je naša. Staro Trto z Avstrijci še nismo kregali, ne, ampak v Avstraliji pa je ime Stara Trta šlo, ampak nič zato, ker naša Stara Trta je pa v bistvu najstarejša Stara Trta. Zato sem pa jaz mnogo let kasneje tudi registriral domeno theoldestwine.com, katero najpomembnejše ime na spletnem področju z .com, ne. No, to govorim, to se je zgodilo zdaj pred kratkim, recimo. No in takrat smo trto predali in zdaj pa seveda tisti večer, ko smo predali, smo trto predali, nismo jo pa posadili. Zdaj bomo pa posadili, smo pa postavili datum, da bomo to naredili v jesenskem septembra, ko je čas za posaditev. Občina je lepo sodelovala in smo naredili zelo lep dan, ampak vmes 11. septembra je pa bila tragedija v Ameriki, ko so porušili tista dva stolpa in seveda to je bil zelo, kako bi rekel, tisti teden je bil zelo grenek za vse in tudi ta naša posaditev, mi smo to obeležili z molkom, z enominutnim molkom in dobro, pol smo vseeno prišli v veselo stvar, ker to je bila vesela stvar in je županja občine Jara Ranges takratna posadila trto, igral je naš ansambl Melodija iz Slovenskega društva Jadran in seveda narodne himne smo odpeli in tako dalje, tako da vse je bilo nekako naredeno po nekem protokolu. Zelo uspešna posaditev, ja. Zakaj je važna ta projekt Stara Trta? No, jaz sem si vedno predstavljal, da projekt Stare Trte lahko uporabimo za vse splošno predstavitev. To je kot nek Christmas tree, kot mi pravimo v Avstraliji, na katerega lahko obesiš vse sorte projektov, recimo, ko imamo trgatev, lahko imaš gospodarsko predstavitev, zraven pa kulinariko, to je ob rezu trte, tako kot imajo tudi sicer v Mariboru, da imajo kar dvakrat na leto velike festivale, ob rezu trte ali ob trgatvi sami. In zato se računa Staro Trto se bo dalo marsikaj narediti, povezovati ljudi in tako dalje. Zato je pomembnega in s tem, da smo vključili v sodelovanje občino Jara Ranges, njihove predstavnike, da so se zavezali, da bojo sodelovali, seveda to je, čeprav, da še bom rekel, vse te stvari so, če ne bi človek jih spodbujal, pa prikazoval lepote Slovenije, Maribora, pomembnosti, bi stvar zaspala, ne. Ampak to se stalno si na nekem prigovarjanju, v lepo dobrih odnosih, predstavitvah, vedno jih vabiš na trgatve in tako dalje. In tako smo kar leto, dve zatem že začeli z srečanji z festivalom, vsako leto pravzaprav bil festival
bi rekel, eden zelo pomembnih je bilo leto 2002. Takrat nas je zabavala skupina Veselih Štajerk, kateri so bili tudi, moja ideja vedno bila ta, da smo pripeljali v Avstralijo kvalitetno skupino. Od te kvalitetne skupine smo zahtevali, da, jaz sem jim postavil pogoje, ker takrat je bilo to v mojih rokah, da se naučijo kulturni program z našimi starimi pesmimi in da odpojejo himne. To so Vesele Štajerke odlično opravile, tako da so Avstralci rekli, neverjetno, kak avstralska himna lepo zveni, ne? Ampak kar je še bilo najbolj pomembno, je bilo to, da so Vesele Štajerke pele na 6 šolskih prireditvah avstralskim otrokom. To so v Melbourneu in tudi v Adelaide in tako dalje. Tako da njih je poslušalo takrat okoli 1400 otrok. In ja mislim, to je pol tista prava promocija, ker tisti mali otroci pride domov. Mam, danes smo pa imeli pevsko skupino glasbenikov iz Slovenije, veš, kak je ona punca igrala neko čudno harmoniko z nekimi knofi, ker to so tam mali kar tisto tipkali, pa bi radi nekaj špili. To so bile kvalitetne in vesele stvari, ne. Za mene je zelo, kak bi rekel, nek standard, katerega smo pol tudi vedno zahteval, seveda, če le bilo to možno, ne. Kako je ta projekt povezan s Slovenijo? Kot pravim, v rednem odnosu smo z mariborskim županom, kateri je pač takratni ali sedanji župan, ker vedno je župan mesta Maribora je pokrovitelj Trte tukaj in tak sem jaz upeljal isti koncept, isti pristop tudi, da se udomači pri navadah občine Jara Rangers, nekako to uspeva. In to je pol to povezovanje. Seveda tu bi lahko pa seveda še marsikaj izboljšali, ampak en človek lahko ne sam toliko pa toliko naredi, ne. Ker moram reči, da Urad za Slovence po svetu je še kar pomagal, ker od drugoče je bila bolj mala pomoč finančnimi sredstvi, samo seveda vi vemo, koliko $1 kupi, ne, ali pa €1, tako da so stroški vedno večji. Ampak v glavnem je šlo za to, da smo razveselili naše rojake tukaj, ampak kar je meni bilo tudi zelo pomembno, da smo vključili širšo slovensko skupnost. Mi smo recimo, jaz se vedno imel tako dogovorjeno, da je vinarna Williams imela čez pijačo in naša slovenska skupnost je pa imela hrano. In vsako društvo ali cerkveno središče, katero je sodelovalo, je v tistih par dneh, koliko so pač en dan je bil, en popoldan je bil festival, ampak to je zame 2 dni, da pripravijo hrano in tako dalje. Tam so vedno imeli zelo lep dobiček, s katerim so zlasti v zadnjih letih krili stroške za mladinsko plesno skupino VQ. V prvih letih je pa aktivnosti Stare Trte, je pa s tem se kar finančno pomogla vedno organizacija Slovenski narodni svet Viktorije, ker so oni skrbeli za hrano, no potem smo presedlali na slovensko društvo St. Albans in po 2 letih je pa so te aktivnosti kuharja prevzem odgovornosti hrane, je pa prevzelo pol plesna skupina Iskra v Q. Tako da vedno je bila mladina, zdaj pa ni bila samo mladina vključena. Recimo, ko je mladina plesala, so bili vsi njihovi starši, prijatelji, vse je to pomagalo, ker to je le bilo, ponavadi so imeli vedno od 300 do 700 ljudi, to je bilo, kot mi rečemo, čokoblok, polno. In vzdušje odlično, tako da seveda potem se lahko vedno bil zelo vesel, samo jaz takšen kot sem, ko sem šel domov, se takoj spustiš masko veselja dol, pa rečeš, ja, to bi pa lahko bilo boljše, pa to bi lahko bilo boljše, pa to, ker veš, ne, a pa drugič, ne, in tako je pač z leta v leto se to ponavlja in zdaj pa vsako leto si moraš omisliti neko atrakcijo, tako smo leta 2008 rekli, letos pa imamo prvo uradno trgatev. In takrat smo seveda to z dobro promocijo, smo imeli zelo uspešen dan
in tako dalje, potrgali tisto grozdje, McWilliams je to sprešil in je pol pripravil za naslednje leto. Ampak 2 meseca po tistem velikem slavju je prišlo sporočilo, da McWilliams zapira vinarno in da ne bomo mogli imeti več tam festivala Stare trte. Zdaj seveda, kaj pa zdaj, no, in takšen kot sem jaz gledam daljnoročno, meni se sicer od začetka dopadla ideja, da je trta šla na privatno zemljišče. In tako sem pol stopil z občinskimi predstavniki, kateri so redno sodelovali, smo se dogovorili, da bomo trto presadili na državno občinsko zemljo. Zdaj pa kam? No in tako je pol počasi leto minevalo in smo ocenjevali, kam bi jo predstavili, in takrat so ravno dobivali dovoljenja, da lahko v isti občini v vasi Apfej, da bo tam gradili ali izboljšali, povečali kulturni center in so gradili 400-sedežno gledališče. Tako da ta velik kulturni center, kateri ima stalne razstave aboriginalskih umetnin in tako dalje, so razširili z gledališčem, in pol smo se dogovorili, da bomo na sončno stran tega gledališča presadili Staro trto in dodali Mladike v slučaju, da Stara trta pač po naravnih procesih ne preživi presaditveno. No in to smo naredili leta 2011. Zdaj mene pri presaditvi ni bilo zraven, ker sem takrat bil v Mariboru, in to sta naredila predstavnik občine, kancler Noel Cliff in David Haybrook. David je pa koordinator oddelka za vitikulturo na občini, ne na Swinburne Univerzi. Tako da smo imeli dva, bi rekel, ko se rahlo spoznata na to vse. No, ko sem pa jaz prišel nazaj v Slovenijo, sem pa še tam dosadil 3 Mladike. In to eno cepljenko in 2 potomki te naše avstralske Stare trte. Za cepljenke sem pa šel zato, ker v Avstraliji, še posebej v tem področju, so velike zahteve radi bolezni trsne uši, katera je zelo razpašena bila, sicer zdaj jo imajo nekako pod kontrol, ampak so velike zahteve, kaj lahko, kaj ne smeš, in cepljenka pa je presajena na tako podlago ali na takšno vrsto trte, katera preživi trtno ušno, tako da imamo zdaj sigurno cepljenko, 2 mladi in stara. To je bilo narejeno leta 2011 in no, jaz sem letos hodil redno zalivati, špricati, gledati, ker tako je rekel Max McWilliams, kateri je toliko leta skrbel za to trto, rekel, trta uspeva, če daš dovolj ljubezni. No, to sem jaz prenesel naprej in skrbi za to, in tako da danes to vse lepo napreduje. Kako bo letos, ne vem še, zdaj seveda ni pa odločeno točno, kako bomo zdaj naprej z aktivnostmi. Kaj še moram narediti, recimo zdaj, ko pridem nazaj, moramo zgraditi pergolo, kjer bo pač grozdje raslo, in na steno, kjer je grozdje posajena, na tisti del zgradbe staviti v spominsko plaketo, da se bo ve, da je to Mladika Stare trte, najstarejše trte na svetu in tako dalje. Seveda za to bo treba pač narediti zopet neko aktivnost, da se bo to svečano obeležilo, in to bi naj bilo zdaj, ne vem, ali še letos, ko prijemo nazaj, ali pa v drugem letu. Zdaj trenutno se toliko ne modi, ker se zdaj ta mlade rasejo, ta stara se pa privaja, zdaj kaj bo preživelo, bo pa ostalo, ampak v glavnem potomka Stare trte, mariborske Stare trte, je dobila trajno mesto na novem kulturnem centru, ali na novo dograjenem kulturnem centru občine Yarra Ranges, in bo obeležen tako, kot se spodobi, in tako bo to ostalo. So avstralski Slovenci pomagali na ta projekt? No, kot sem že prej omenil,
za takšen projekt na te širine je delo nas vseh. Ne. Seveda idejo mora nekdo imeti, pritegniti druge z pravilnim odnosom. Ja, avstralski Slovenci, zlasti mladina, klubi, to sta bila St. Albans klub, ki so bili nekaj let zelo pridni in aktivni, in cerkveno središče je redno pomagalo z sodajali, da smo si lahko sposodili stole in mize, in plesna skupina iz cerkvenega središča Q je redno plesala in seveda s tem so pa tudi ta društva imele finančni dobiček, ne? Ker na koncu je bila to odlična injekcija za aktivnost enega kluba in bom pa rekel, ja, ne samo mladina, vsi Slovenci. To je bila ena taka stvar, da ko se šlo v 5, pol 6 uri domov, to je šlo domov vedno vse nasmejano, nasvidenje, se vidimo drugo leto in tak dalje, tako da vedno so bili veseli zaključki. Ne. Kako bi vi radi videli stara trka, tako 10 let naprej? Ja, tu je malo stvar vizije vnaprej. Jaz mislim, da mi imamo Slovenci v Avstraliji, dobro, lahko bi rekel v Melbourneu, pa naj razširim, en problem, da nam ni uspelo postati povezan. Nismo povezani, ne? Nekako, ko je bila osamosvojitev, v tistem letu smo bili kot eno. Pol se je pa to hitro pokazalo. Dobro, ne bom govoril o tej problematiki, ker to se tudi tu dogaja, pa tudi drugi narodi imajo, ampak brez tega ne gre in kaj bi jaz rad videl, da se Slovenci res povežemo, da imamo nek ozek odbor sposobnih ljudi, ne bom rekel starih, mladih, zato ker stari imajo izkušnje, mladi imajo določeno znanje, brez izkušnj pa tudi znanje dosti ne pomaga, tako jaz ne govorim, naj mladi, jaz rečem, mora biti stalna kontinuiteta v starosti, ali se mladi pridejo zraven, da se naučijo, preučijo, tako da to bi naj šlo tako naprej, ampak morali pa se vsesti za mizo in se zmeniti, kam bo slovenska skupnost šla v bodoče, ne? In do tega še ni prišlo. Ne? To je že od časov, bi lahko kar rekel, od 91. leta naprej imamo mi vse v Melbourneu ta problem, čeprav neki govorijo tak, pa jaz rečem, ne, to ni tisto, mi se nismo za mizo vsedli, mi smo vabili, ko še bil narodni svet. Narodni svet jaz spoštujem in sem vesel, da sem bil del njega, zato ker smo si res začrtali širšo paleto aktivnosti. Smo imeli oddelek za kulturo, za gospodarstvo, socialo in tak dalje, vse smo to imeli. In to je bilo odlično zastavljeno, seveda rabo si pa več sposobnih ljudi. In z ozirom na določene blokade, katere smo pač si nastavljali en drugemu, da mu rekel, dobro, naj bom tudi jaz del tisti, če nisem, samo vem pa, da smo poskušali na vse načine, pa ni ratalo, recimo, brez tega ne bo šlo. Ne. In zakaj govorimo o Stari Trti? Jaz bi rad predal, ali da ima prek Stare Trte res slovenska skupnost. Ker vinkorizma ali jutri ga mogoče ne bo več, ampak slovenska skupnost v tem ali onem merilu še bo šla naprej, Trta bo sigurno šla naprej in zakaj ne bi to bil nek simbol našega melbourneškega združevanja, ker to je pa res, ko zdaj hodi človek tu po Sloveniji, pa brez tega mi ne moramo živeti. Ko jaz hodim po teh slovenskih vaseh, to je nekaj fantastičnega. Takšne širokosrčnosti, takšne prijaznosti, kam prideš, jaz sem recimo šel na veliko koncertov, koncert je tu, tam, ampak po vsakem koncertu tiste matere z tisti vasi pripravil nekaj za prigriznic, pa malo za popit, pa to nimaš drugje. Mi imamo, to je pri nas, mi smo pač tisti, da se razdajamo in zakaj ne bi bili to, kaj smo. A zato pa moramo se samo vsesti za mizo, se zmeniti. Če skupaj stopimo, imamo lahko tukaj v Avstraliji najboljše, kvalitetne obiske, ker te kvalitetne obiske lahko predstavimo Avstralcem. Ko bomo mi to predstavili Avstralcem, bojo naši druga, tretja generacija rekla, jaz sem tudi Slovenec. Si slišal te, kak so ti igrali, kakšna predstava je bila. In zdaj, ker je Trta posajena pred gledališčem, kjer bi mi lahko tudi prepeljali kakšne kulturne skupine Slovenije, bi sigurno lahko še bolj to izpeljali na tem nivoju. In to so pač bilo vedno moje sanje, upam, da bo še to nam, da bo to uspelo, malo še bomo poskušali, no, da je toliko,
enih 10 let, če bomo poskušali, bomo pa videli, ne. Upamo na najboljše. In ko rizmo, lepa hvala. Hvala tebi, Adrian.